Mirtko Mel, zdravo. Živo. Ti si filozof, pisatelj, jaz sem uslužbenka v javnem zavodu. Koliko časa misliš, da bo minilo, preden bo kak trol pomislil, da imamo sindikat lenuhov tukajle ali pa odspod napisal? 3 sekunde in pol, po mojem, glede na odzivnost določenih trolov na netu. Štejte do 5, prav? Ker nam se ne da. Niti do 2. Zakaj so lenuhi vedno drugi? Jaz mislim, da zato, ker živimo še vedno v nekem protestantskem svetu, kjer je delovna etika in delo tisto, ki diktira tempo in normalnost. Kdor dela je normalen človek, kdor lenar je pač nenormalen družbeni parazit in tako naprej. Če filozofi pademo v to kategorijo, tudi obratno velja, da so filozofi vedno ljudem, ki so jim učitelji lenobo, učitelji mentalno lenobo. Ker to pomeni, v tej današnji družbi, kjer je akcija na dnevnem redu, kjer moraš biti ves čas potopljen in na splet in v svet, se predpostavlja, da si vzameš ti čas, da stvari premisliš, kot neka lenoba. V resnici je to izraz mentalne lenobe. Unim, ki se jim ne da premisliti, kaj se v resnici dogaja v tem svetu, so mentalno leni in skozi akcijo kamuflirajo ali pa prikrivajo to svojo mentalno lenobo. Počasi se mi zdi, da nas še tudi tehnologija žene v to, da smo še hitrejši, zaradi tega, ker na mail lahko takoj odgovorimo, ampak da naši možgani sprocesirajo neke stvari in nekaj pametnega odgovorimo, si je pa treba vzeti čas, ali ne? Absolutno. Jaz mislim, da tudi ne samo na praktični ravni, da je dobro si vzeti čas za premislek, preden odgovorimo, preden nekaj tweetnemo, preden nekaj napišemo. Ampak tudi nasplošno, če pogledamo zgodovino v bistvu glavnih znanstvenih, umetniških izumov in tako naprej, to so vse ljudje, ki so bili sicer super aktivni, ampak so tudi ljudje, ki so si znali vzeti čas za premislek. A to potem pomeni, da dejansko, če ne delamo, ne moramo uživati v lenobi? Jaz mislim, da ne, da se ne da samo v tem stanju lenobe živeti, ker tako kot je rekel že Nietzsche, lev se v času miru začne grist samega sebe. Človek, če bi živel samo v trajnem stanju lenobe, bi se sam sebe poškodoval prelslej. Kaj pa pravzaprav sploh je lenoba? Lenoba kot koncept, tukaj moram malo zamoriti zgodovino, ampak kot koncept pride s krščanstvom in ni naključje, da je lenoba eden izmed 7 smrtnih grehov, ki lahko pokončajo smrtnike. Ampak bolj kot ta katoliška različica pride do izraza lenoba v svoji protestantski različici, ker so protestanti, ko vemo, ko so propagirali to etiko dela, z delom si ti zagotovil potem, da boš lahko v onostranstvo počival na oblaku v nebesih. Skratka, v tem svetu si se mogel žrtvovati in delati in bičati ne vem kaj, zato da si lahko potem lenaru v onem svetu. Ta etika je prisotna še danes v postkrščanskem, postreligioznem svetu, ker tudi, če ljudje ne verjamejo več v to, da bojo nekoč v onostranstvu počivali lenarji, verjamejo pa, to je ena temeljna prevara kapitalizma, da bolj, ko bojo zdaj aktivni, več, ko bojo zdaj zaslužili, več, ko se bojo zdaj žrtvovali, da jih čaka potem ta raj, oaza na Kajmanskih ali pa kakšnih drugih otokih, kjer bojo lahko prešparali potem svoj denar, ki so ga prigarali skozi celo življenje. Težava je seveda v tem, da potem ljudje doživljajo srčne infarkte po 40, 50 in so pokončani do 60, preden lahko sploh užijejo niti onostranski, niti stostranski oazo. In zato si je treba vzeti, kako bi rekel, ta paradiž si je treba narediti že v vmesnih obdobjih. Zdaj, čim prej, takoj. Zdaj, pauza, konc oddaje, dovolj smo vedeli. Ampak to dejansko pomeni, da si s tem, ko kupičimo zdaj denar in delamo čim bolj, si kupujemo čas in lenobo, recimo temu v prihodnje. Tako. Kaj to točno potem pomeni, lenarjenje? Res, da počneš nič, da si v lerlaufu, da odklopiš vse? Kaj je tisto, lenoba? Jaz mislim, da lenoba mora biti, če lahko na lenobi naložimo neki imperativ, pa neko pravilo. Lenoba ne sme biti v funkciji dela. Ne sme biti v funkciji tega, da zdaj imam lenaru, zato da bom potem bolj produktiven. To vrstne ideologije tudi cvetijo danes v razvitem kapitalizmu. Ampak mora biti lenoba, tako kot to velja za filozofijo in umetnost, mora biti sama sebi namen. Skratka, ko lenariš, moraš početi stvari, ki so kul same po sebi in ki te veselijo same po sebi, ne pa zato, ker boš preko njih dosegel nekaj drugega. Skratka, neinstrumentalna mora biti. In zdaj, če ima lenoba en tak zelo negativno konotacijo, ni nekaj, česar
bi prelepili nekomu, ki ga imamo ponavadi radi ali pa ga cenimo, ne, neko lenobnost. Po drugi strani pa na družbenih omrežjih zelo častimo tiste lepe fotografije nekih uživačev v tropskih krajih ali pa kjerkoli. A mora biti zdaj lenoba potem tudi zelo, ne vem, estetska, da je sprejeta, ali mora biti povezana z neko zavistjo nekoga, ki si jo lahko privošči, ali mora biti za njo tudi nek kapital, ne? Ker vseeno uživancija na nekem lepem kraju pomeni denar. Če pa samo doma ležimo na kavču... Takih slik ne vidimo, ne? Da bi zdaj kdo se doma selfie sliko na kavču. Ne? Jaz mislim, da si pravo smer brcali, ker gre vseeno v socialnih omrežjih od Facebooka do Twitterja, Instagrama za formo ekshibicionizma, kjer se ljudje predvsem kažejo drugim. Ne? In kaj to pomeni? Da se kažejo drugim tako, kot bi si želeli, da jih drugi vidijo. Ne? In v tem smislu gre tukaj za podaljšek tega, čemur psihologija pravi zrcalni stadij. Ko se gledamo v gledalo, že od malih nog pa potem do starejših, se gledamo in vidimo tako, kot bi si želeli, da nas drugi vidijo. In zdaj vse te socialne mreže so samo podaljšek tega zrcalnega odnosa do nas samih, ne? Ker drugim kažemo tisto, kar se nam zdi, da bi mogli drugi pri nas videti. Ne? In to, kar si prej opisala, ne, te estetizacije eksotičnih lokacij na eni strani, na drugi strani, pač stvari, ki stanejo nekaj zato, da lahko v njih uživaš in lenariš, ne, so v funkciji točno tega ekshibicionizma. Ne. V resnici sploh niso, in še zlasti ne, če se slikaš in če imaš to idejo, da zdaj moram poslikati pod pravim kotom, pravi svetlobi in maksimalno pokazati, kako uživam, ne, jaz mislim, da to je še hujši delo, no, da tako rečem, in ti pokvari v bistvu pravi užitek. Ne. Prave početnice, prave lenarjenje ne bo nikoli objavljeno online. Ja, dejansko takrat, če želiš prikazati sebe, dejansko moraš to vložiti veliko truda. Tako. Če drugega ne, prvi trud tega, da se moraš postaviti v čevlje nekoga drugega, in že to je naporno. Kaj je šlo pa narobe pri tem, ne, da je Sokrat v njegovem času je bilo shole šola prosti čas, ne? Zdaj pa, ko rečemo šolo, ne, iz shole izhaja beseda šola, pa gre dejansko za nekaj, kar otrokom potem starši ali pa družba naloži, bodi priden. Ja, to je treba razumeti, kako bi rekel, čas, v katerem je Sokrat deloval. Ne? In to so takratne Atene, tako stara Grčija, ne? Kjer je v bistvu državljan mogel po svoji državljanski dolžnosti se ukvarjati s svojim oikosom, s svojim domačim ognjiščom, mogel se ukvarjati z državo, z javnimi zadevami in mogel se vojskovati. To so bile 3 stvari, ki jih je bil dolžen nekdo, ki je bil državljan starogrškega polisa dela. In Sokrat je za voljo filozofije v bistvu si izboril ta shole ali prosti čas prosto od dela in politike in vojskovanja, zato da je lahko se posvečil tem prostočasnim opravilom, za katere pa nikakor, jaz mislim, da tle je glavna zmota, ne, ko se gleda na filozofe in umetnike kot lenuhe, je, da se zato, ker gre za ne težko fizične dejavnosti, ne. Ampak vsak, ki je delal z glavo od, konec koncev ne samo filozofi in umetnike, ampak tudi, kaj zvem, od marketingerjev do kreativcev na raznih področjih industrije, ve, da je to izjemno naporno početje. Ne. To človeka dobesedno utrudi in zato rabi ta prosti čas, zato da se lahko v tem področju dejanja. Ne. To, da pa danes shole kot šola pomeni neko obveznost, državljansko obveznost za mlade šolajoče se ljudi, se pa pač spremenilo z moderno. Ne. Francoska revolucija, Napoleon, obvezno šolanje in tako naprej. Ne. In tukaj je točka, kjer je v bistvu država reinkorporirala oni prosti čas v institucijo formacije svojih bodočih državljanov. Ne? In od te institucije potem seveda so nastale nove oblike, kako si prosti čas jemati in ga uživati, ne? Naprimer z umetnostjo, ne? Ker je zopet pa v drugem koraku, ne? Z nastopom kapitalizma, še zlasti v pozni razviti obliki, ne? Katere paradigma lahko pogledamo je hollywoodska industrija, čeprav dobro že v malo propadu, glede na vse to, kar se dogaja v spletnem svetu, pa vendarle, no, skratka, industrija je nastopila na mesto, da bo zapolnila ljudem tisti prosti čas, ki jim tako rekoč ostaja od šolanja oziroma od dela. In tle je ta, se mi zdi, distinktivna moderna tesnoba. Ne? Moderna tesnoba človeka, da bo hvar, da se bo znajdel v trenutku, ko ne bo vedel, kaj delati. Ne? Ko gledaš v zrak in ne počneš nič, ampak dejansko se moraš tudi takrat, ko imaš prosti čas, rekreirati, da se ponovno vzpostaviš za takrat, ko boš ustvarjal. Tako. Če je možno za nekoga drugega. Tako. In ta imperativ po aktivnosti, ne, je tisti, ki dela ljudi danes tesnobne. Ne. Da si ne morejo niti privoščiti lenariti v tem smislu. Že stari Grki so imeli mit o izdelavi robota. Skozi sanjamo o tem, da bomo naredili neke robote, ki bodo delali namesto nas. In bomo mi svobodni in bomo lahko počeli karkoli si bomo želeli.
In bolj kot govorimo, da smo temu bliže in bolj kot se tehnologija nekako naprej razvija, pa vendarle vedno več delamo, ne? Kdaj bomo zdaj svobodni? Bomo kdaj? Mogoče bomo svobodni, ko se bomo osvobodili te ideje, da se moramo osvoboditi. Ne? To bi bil recimo približku filozofski odgovor, ampak če grem nazaj na referenco, ki si omenila, ne gre za določen pasus iz Homerjeve Iliade, ki ga Aristotel interpretira v tej smeri v svoji politiki. Ne? In tam vidimo, kako bogovi, ne, nasploh za Grke ta antropocentrični ideal dobrega življenja, ne, kdo si ne bi želel živeti kot bogovi, so obdani z strežaji, ne, ki jih je izdelal Hefajst in ki so avtomati, roboti, tako rekoč, in jim strežejo. Ne. In v tem oziru lahko vidimo tudi Grki, ki so živeli kljub vsemu v sužnji lastniški družbi, so si lahko zamišljali družbo, kjer ne bi bilo treba imeti sužnjev, človeških sužnjev vsaj, ne, ampak robotske. Ne. Zdaj, v nekem dolgem razmiku, ne, 2000 in toliko let kasneje, ne, ko pridemo v že zelo avtomatizirano in robotizirano družbo, ki počasi odpravlja tradicionalna delovna mesta in nadomešča tako kot človeka, to ne proizvaja več blaginje, več prostega časa, ampak proizvaja samo tisto, čemur pač se v klasični politično-ekonomski tradiciji reče brezposelnost. Ne. In ves ta brezposelni potencial, ki tam obstaja, v resnici si ne želi, da ne bi delal, ne? Ampak hoče stvari, ki bi jih lahko poprijel za roke in nekaj počel, karkoli že, ali je to, kar lepo opiše konec koncev Karl Marx, ko opisuje komunistični ideal družbe prihodnosti. Ne? Nekdo, ki bo zjutraj ribaril, popoldne filozofiral, vmes pa še kaj drugega počel. Ne? Ampak skratka, ljudje nočejo lenariti celo življenje od zibelke do groba, ne? Ampak so to še enkrat, to so te otočki svobodnega časa, kjer se lahko človek ukvarja sam s sabo in svojimi lastnimi željami, ne pa da je v funkciji družbe ali pa države. A misliš, da so oni že napisali od spod? So že, te lenuhi. Tako, Mirt, najlepša hvala, da si lenaril z mano. Hvala tebi. A imaš kakšen dober nasvet za lenarjenje? Ja, čim bolj leno, ne. Če se vam da, napišite od spod, kaj je za vas ta prava lenoba.